Lep dober večer vsem skupaj. Danes je bil na sestanku predsednikov in vodij poslanskih skupin parlamentarnih strank dosežen pomemben, jaz temu pravim celo zgodovinski dogovor, v primeru, da bo zdržal in da boste obe ustavni spremembi tudi dejansko izglasovani ta teden. Bo imela ta vlada prvič, odkar je nastopila kriza, v rokah inštrumente, ki bodo omogočili, da dejansko sprejema tiste ukrepe, ki so potrebni, ki jih je sprejela že večina drugih evropskih držav. Ta korak, ki je bil danes dosežen, če bo svet obveljal in če bo potrjen, je bil omogočen predvsem zaradi dveh razlogov. Prvič zato, ker Slovenska demokratska stranka načelna stranka in ni spremenila svojega stališča do obeh ustavnih sprememb, tudi potem, ko je iz največje vladne stranke postala največja opozicijska stranka. Enako sta ravnali Slovenska ljudska stranka in Nova Slovenija in ta načelnost je omogočila, da je po današnjem sestanku možno računati, da dovolj več kot 2/3 slovenskega parlamenta podpira obe ustavni spremembi. Če boste obe spremembi sprejeti, bo to tudi konec neke dolge odisejade. Lahko samo obžalujemo, da do tega ni prišlo že pred enim letom, ko so bili narejeni prvi koraki, ki so takrat sicer veliko obetali. Potem so nekatere stranke večkrat premislile in je prihajalo do zamud in tudi do odlaganja končne rešitve. Slovenija se je morala zaradi tega najmanj dvakrat dražje zadolžiti, kot bi se lahko, če bi obe ustavni spremembi sprejeli prej. Mnogi reformni koraki, ki so bili sprejeti v lanskem letu, so bili blokirani z državljanskimi zahtevami, ki jih je na koncu odpravilo Ustavno sodišče. Če teh blokad ne bi bilo, bi bila danes Slovenija vsaj nekaj korakov bližje k sanaciji bančnega sistema. In tudi ta zagata, ki jo ima ta vlada z drugačnimi prilivi v proračun, kot so bili načrtovani v sprejemanju tega proračuna, bi bila bistveno manjša, če bi bil proračun za letošnje leto uveljavljen takrat, ko je bil sprejet in bi bil blokiran z referendumsko zahtevo. Tako da, kot sem rekel prej, če bo ta dogovor zdržal in bo dejansko toliko poslanskih glasov za obe ustavni spremembi, kot se je danes nakazovalo in obljubljalo na tem sestanku, ima Slovenija bistveno boljše pogoje za to, da izide iz krize, kot pa so obstajali kadarkoli doslej od leta 2008 naprej. Če kakšno kratko vprašanje. Mogoče še to, danes je dosežen tudi dogovor, da nobena poslanska skupina ne bo prispevala podpisov k naknadnemu referendumu, naknadnemu potrditvenemu referendumu po izglasovanih ustavnih spremembah. Kot veste, lahko v roku 7 dni 30 poslancev zahteva referendum o ustavni spremembi, ki je bila izglasovana. In s tem vsaj začasno seveda blokira uveljavitev takšne spremembe, lahko tudi trajno seveda, če to pade na referendumu. Tudi ta del dogovora je izjemno pomemben in računamo, da bo enako zdržal kot ostala doba. Suzana Herman-Pop, lahko kaj več poveste o izvedbenem zakonu, tam notri bo namreč napisana letnica 2015, kako naj bi bilo s to formulo, ki naj bi se ravnala po gospodarski rasti. Torej, Bratuškova je že večkrat omenila, da bi v primeru opisa z letnico 2015 morali nekako 800 milijonov pridobiti. Dejala je, da to pomeni za kar 30% reze v javne plače ali pa pokojnine, celo 50% denimo v socialne transferje. Kako konkretno vi sami opažate, da bi moralo do tega priti zdaj, ko bomo očitno upisali fiskalna pravila s to letnico? Torej prvič, izvedbeni ustavni zakon je bil pripravljen
že v času mandata naše vlade v veliki meri tudi usklajen, dokler je obstajala volja. Za usklajevanje formula je znana in po mojem prepričanju je ni treba veliko spreminjati. Rešuje te zagate, na katero so opozarjali tisti, ki so bili doslej proti, pa so zdaj spremenili stališče. Tako da tukaj kakšnega velikega dela ne bo ne za ustavno komisijo, ne za državni zbor. Zdaj, kar se tiče teh napovedi, kaj bi lahko prinesel vpis datega fiskalnega pravila v ustavo, kakšne posledice, je po mojem trdnem prepričanju in tudi po praksi nekaterih drugih držav rezultat ravno obraten od teh strahov, ki so bili napovedovani, kar pomeni, da omejitev prekomernega zadolževanja kvečemu rešuje slovenske plače in slovenske pokojnine. Res bo treba zdaj v nekaj letih narediti marsikaj, postrgati marsikatero rezervo, predvsem odpraviti nezaslužene privilegije, ki se še vedno izplačuje iz proračuna, zato da bomo tem kriterijem zadostili. Vendar, če tega ne bi naredili, ni ogroženih samo nekaj odstotkov pokojnin in plač, ogroženo je redno izplačevanje pokojnin in plač v javnem sektorju, če bi se ta spirala zadolževanja nadaljevala naprej z enako hitrostjo, kot se je to dogajalo v prvih 3 letih krize. Če te omejitve ustavi ne bilo, bo to vedno skušnjava, pač vsake vlade. In ne prihodnja, ampak že vaša generacija bi čez 50 let delala samo še zato, da bi plačevala obresti in glavnico najeti kredit. Tako da ta zavora, ki je bila, ali pa ki bo, upajmo, potegnjena ta teden in dokončno naslednjo soboto, če bo državni zbor razglasil odloke, sprejel in razglasil odloke o spremembi ustave, s tem bosta obe spremembi dokončno uveljavljeni. Ta zavora je bila potegnjena v zadnjem hitu. Ta zavora preprečuje, da bi dejansko v Sloveniji bila socialna država ogrožena v temeljih. Ampak že rečeno, treba poiskati rezerve, obstajajo rezerve tako v administrativnem delu javnega sektorja, kot v privilegiji, ki se izplačujejo in ne temeljijo, in se ne izplačujejo tistim, ki so na socialnem robu, in ne temeljijo na minulem ali pa na konkretnem delu. In ko se bo vse to naredilo, bo Slovenija še lahko ujela ta vlak in izravnala svoje javne finance, zapolnila ta vrzel med prihodki in odhodki. Tako da upajmo vsi, da bo ta dogovor zdržal, da bo pač ta naslednji teden tudi formalno narejeno vse, da se uveljavi in Slovenija bo lahko lažje zadihala. Lahko še eno vprašanje. Zakaj menite, da je takšen preobrat nekako v zadnjem hipu zlasti strani vladne stranke? Če smo pa še minuli teden poslušali nekaj popolnoma drugačnega, torej želeli so si 2017 in pa vemo, kakšno je vaše mnenje o poslanih ukrepih, ki smo jih poslali v Bruselj 29. naj bi dobili iz Evropske komisije odgovor, ali menite, da bo zaradi tega kaj boljši, če bomo jutri vnesli kar 2 ustavni spremembi? Zagotovo odgovor na to zadnje vprašanje je odločen da. To je v veliki meri seveda tudi prispevalo k za nekatere zelo nepričakovani ali pa nenadni spremembi stališč največje vladne stranke. Mislim pa, da je v teh ukrepih, ki so bili poslani oziroma ki so vsebovani v tem programu in poslani v Bruselj, še vedno potrebno spremeniti eno od začrtanih smeri in mislim, da bo takšno opozorilo tudi prišlo, to pa je smer v višanje obremenitev gospodarstva. Tukaj je popolnoma jasno, da nobena evropska država ni šla iz krize na ta način, da bi še bolj obremenila gospodarstvo in s tem prispevala k zmanjšanju števila delovnih mest in večjih brezposelnosti.
Pot je ravno obratna, prava pot je ravno obratna. Treba je najprej znižati stroške, omogočiti gospodarstvo razvojega, to potem prinese tudi, oziroma prispeva tudi večje prihodke ob nižjih davčnih stopnjah v proračun, s tem se lahko financira vse ostalo. Zdaj, s tem v Evropi ni praktično več nikakršnih dilem. Torej, če se vrnem nazaj k naštevanju razlogov, zakaj je danes lahko prišlo do tega dogovora. Prvi razlog je to, da so tri stranke, ki so bile prej v vladi, zdaj so pa v opoziciji, ravnale načelno in niso spreminjale tega stališča, čeprav so bili tudi takšni klici. Drugi razlog pa so seveda signali iz Evropske unije.